Republike Slovenije pri prvi podelitvi nagrade Eurocloud Slovenija. Dovolite mi par uvodnih besed. Mislim, da se vsi zavedamo, kakšno je stanje v Sloveniji, kakšno je stanje v gospodarstvu. V tem času zmanjševanja investicij tako v gospodarstvu kot v javni upravi se izkaže, da je izvoz IKT rešitev in storitev praktično edina kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna rešitev za izboljšanje stanja v naši panogi. To je en od parametrov. Drugi pa je ta, da mislim, da je informatika oziroma računalništvo v oblaku sedaj že paradigma razvoja informacijskih tehnologij v svetu in tako v Sloveniji. Za teh razlogov se je tudi združenje odločilo, da podpre te aktivnosti, ki jih izvaja Zavod e-oblak oziroma Eurocloud Slovenija in da skupaj organiziramo podeljevanje nagrade Eurocloud Slovenija kot sestavni del vseevropskega tekmovanja za nagrado Eurocloud, v katerem bo oziroma sodeluje že 16 držav. Dovolite mi pa, da na začetku vse predstavim malo združenje in njegove glavne aktivnosti. Ko v ZID se je v okviru gospodarske zbornice transformiral, prilagodil in dejansko usmeril v poslovno podporo našim članom. Temeljni cilj je ustvarjanje poslovnih priložnosti za naša podjetja, tako doma kot v tujini. V ta namen smo začeli izvajati najrazličnejše aktivnosti. Eno od teh je tudi ustanovitev sekcije ZITEX pred skoraj 3 leti, ki dejansko izvaja podporo izvoza naših aktivnosti za nas in zanimiva tržišča. Znotraj ZITEX-a smo zaradi lažjega prodora na tuje trge začeli ustanavljati kompetenčne centre, ki povezuje dejansko podjetja, ki delujejo na nekem skupnem področju, ali je to panoga, ali je pa neko vsebinsko področje. V ta namen smo ustanovili več kompetenčnih centrov, od katerih trenutno dobro delujejo e-government, kompetenčni center security in kompetenčni center Eurocloud, znotraj katerega deluje tudi Zavod e-oblak, ki je soorganizator današnje prireditve. V ustanavljanju sta še 2 kompetenčna centra, kompetenčni center za telekomunikacije in kompetenčni center startup, ki združuje podjetje, startupe, mlade podjetje, ki dejansko začenjajo svoj pot v poslovanju v Sloveniji, predvsem pa v mednarodnem okolju. Kot sem že omenil, v kompetenčnem centru Eurocloud deluje Zavod e-oblak kot član Evropskega združenja Eurocloud, v katerem se deluje že skupaj 6 držav, še več pa jih čaka dejansko, pa so se zelo dali. Kaj pa? Koliko držav je že aktivno? 16, ne? Še par pa jih je. Pri tem tekmovanju je 60, drugače je pa 25. Je pa že 25. Torej, Evropsko združenje Eurocloud izvaja letos že kar precej aktivnosti, od kongresa, ki bo konec tega meseca, do certificiranja, o tem bo več gospod Boškovič povedal. Eno od teh nagrad, eno od teh aktivnosti, ki jo pa letos prvič izvajamo, je pa podeljevanje nagrade Eurocloud na evropskem nivoju. Organizacija je takšna, da v prvem koraku organizira podelitev nagrade nacionalne države kot člani združenja Eurocloud in zmagovalci te nagrade pač grejo avtomatično kot kandidati za nagrado na evropski nivo. Kaj je namen te nagrade? Namen je, da nagrada je namenjena ponudnikom storitev računalništva v oblaku, ki so dejavni na slovenskem trgu. Cilj pa je, da se spodbuja razvoj, trženje in uporaba rešitev v oblaku. Nagrajena podjetja boste dobili pač plaketo za nagrado in pa tudi elektronski znak za objavo na svojih spletnih stranih. Jaz bi toliko za začetek, gospod Boškovič bo pa mogoče malo veliko strež predstavil aktivnosti Zavoda e-oblak oziroma kompetenčnega centra e-government. A mi daš nekaj pepel uporabljal? Dušan je to lepo vedel, ne? Jaz sem si pa Berglo pripravil, pa da mi lahko zamerili.
ker je kar nekaj stvari, ki bi jih rad pač povedal. Zdaj, mi smo si zastavljeno vizijo in sicer se pravi ta zavod oziroma Eurocloud Slovenija, združevanja IT storitev in znanj z področja računalništva v oblaku na globalnem tržišču. Tega trenutno je, da bi rekel, bolj manj v Sloveniji, želimo pa te stvari spodbujati in to tudi že počnemo. Zdaj, zato, da smo to lahko naredili, mislim, da bomo letos prvi rojstni dan dočakali, da smo ustanovili uradno, formalno zavod konca avgusta lani. Na osnovi tega, kar smo se pač na Zitexu zmenili, zavod v tem trenutku povezuje kar nekaj podjetij, kar nekaj javno-raziskovalnih organizacij, kar nekaj inštitutov in že v sami fazi ustanavljanja smo se tudi ustrezno spozicionirali v Evropsko združenje Eurocloud, kjer je pač 25 držav precej aktivnih, mi se tam tudi enkrat mesečno dobimo, bi rekel, čez telekonferenco, pa 4-krat na leto, bi rekel, koordinatorji teh programov na različnih koncih Evrope in enkrat na leto imamo kongres, o katerem je pač Dušan govoril, tako da so te stvari, ki jih lokalno peljemo in usklajujemo na evropskem nivoju, potem tudi te stvari komuniciramo proti organom Evrope, kot je, ne vem, Evropska komisija in podobno. To so člani tega kompetenčnega centra, tukaj je, mislim, upam, da nisem kakšnemu se zameril, kakšnega logota tukaj ni. Kar pestra združba smo, ki želimo, nekateri od njih že imajo, nekateri že imajo strategije razvoja na tem področju, nekateri aktivno sodelujejo v programih, pa vam bomo kasneje mačkaj več pokazal. Ko govorimo o državah, kje približno smo, trenutno se pač širimo proti vzhodu, se pravi Poljska, Rusija, tam še nismo, nimamo predstavništev, drugod v Evropi jih pa že imamo in moram reči, da v enem letu se je zelo veliko naredili. Kaj počnemo? Predvsem imamo neko strategijo v bistvu tega skupnega združevanja naših aktivnosti, predvsem pa dviganja samozavesti proti, bi rekel, ameriškemu trgu in drugim trgom, ki so dosti bolj agresivni na tem področju, kot veste, dosti uspešnejših, a pa dosti uspešnih clouderjev je z ameriškega področja relativno malo, jih je z evropskega, tudi če primerjamo identično storitev evropskega ponudnika ali pa ameriškega, ima vedno prednost ameriški, ali pa zelo pogosto. Kaj so ključni cloud projekti našega zavoda? Eden največjih v tem trenutku je na vrhu, KC Class, bom mogoče kaj kasneje povedal več, v glavnem to je projekt, ki je razvojno raziskovan, v katerega je vključeno poleg 3 univerz, tudi Inštitut Jožef Štefan in pa približno 11 podjetij z tistih, ki sem jih prej pokazal. Kaj je namen, bom kasneje povedal tega projekta. Nagrada Eurocloud Slovenija, ta je danes, torej sred dogajanja. Vse bi povabil na drugi kongres Euroclouda, 27. junija. Lani smo se zelo dobro spoznali, zelo dober kontakt dobili, zelo dober feeling. Zakaj Luksemburg zanimiv? Zato, ker nas približno, bi rekel, za 10 let nas šišajo po teh clouderskih zgodbah, ker imajo zelo cloud-enabled environment, se reče temu po angleško. Imajo pravno zadevo dosti bolj urejeno, imajo telekomunikacijsko zadevo dosti bolj urejeno, govorim kot Slovenija, kot država. Imajo fiskalno politiko dosti boljšo, zato da so za tuje vlagatelje zanimivi. In ko govoriš s temi ljudmi, samo 500 000 jih je, približno četrtina naše države, govoriš lahko z njihovimi vplivnimi politiki, vabijo nas tja, in vse to nam dajo kot paket. Sprav, vidi se, kaj je država, ki recimo tak bi rekel, potencial podpira tudi na konkretnih primerih. Ne vem, če veste, tam gor so vsi ta veliki od eBaya, Skypa in podobnih. Dogodek 18. oktobra, zdaj mora biti večkrat previden. Mi zaenkrat je bil plan 18. oktobra, mi v vseh državah, članicah, paralelno cloud dogodek, zadevo bomo malo miksali, se pravi, neki bo on-site v Sloveniji, na gospodarski zbornici in paralelno v vseh državah, članicah. 18. oktober je vprašljiv zato, ker ne vem, če čisto drži, pa bomo komunicirali na to temo še v nadaljevanju.
in program uvedba cloud certifikacijskega programa v lokalnem slovenskem okolju, več povedal kasneje, to je pač program, v tem trenutku poteka 10 podobnih programov, noben še nima ne vem kakšne blazne potence v uspehu. Na tem področju kar nekaj preteklih certifikacijskih programov, tipa ISO, tipa tudi drugih, ampak mi smo se tega resno lotili in jih peljemo v kar nekaj državah paralelno znotraj Evrope, identičen program. Na začetku sem pač omenil, tole je projekt, ki ga peljemo s članicami, je zelo velik, eden večjih cloud projektov na področju raziskave in razvoja, z področja računalništva v oblaku, eden večjih v Evropi v tem trenutku edini, ki je pravzaprav financiran samo pa sfokusiran in del se izvaja samo znotraj ene države članice. Vsi ostali so precej tako evropski, se pravi, tudi dosti več evropskega denarja direktno je noter. Pri nas je pa ta program, oziroma projekt, operacija v velikosti 10 milijonov evrov za naslednje 3 leta, ga je pa financiralo Ministrstvo za visoko znanost in tehnologijo. Nekaj ciljev imamo, ki so zelo, bi rekel, agresivni in jih želimo tudi doseči. Zdaj smo recimo na 6. mestu izvajanja tega programa. Nekaj ključnih razvojnih ciljev, ki so tudi za vas interesantni. Te razvojni cilji so tudi javno objavljeni na našem, oziroma na portalu tega projekta kc-class.eu. Tam nas lahko tudi spremljate, tam boste tudi videli, kaj od tega, kar tu obljubljamo, je možno videti, se vključiti. Jaz vam svetujem, da se povezujete s temi podjetji. Trenutno v tem projektu sodeluje 200 inženirjev, doktorjev znanosti iz Slovenije. Program, ki ga peljemo, je EU Cloud Audit certifikacijski program ponudnikov. Kaj želimo s tem doseči? Želimo predvsem zagotoviti nek nivo, bi rekel, zaupanja pri ponudniku in to takega zaupanja, ki ima neko strukturo za sabo, se pravi, da ni, bi rekel, da ne vemo kot ponudnika, kaj je tisto, kar, kot kupec, kaj je tisto, kar lahko pri ponudniku pričakujemo. Tako da zadeva je zastavljeno princip 5 zvezdic, tako da že na začetku tisti, ki se ta certifikacijski program odloči, ve, kaj pravzaprav so procedure, čez katere bo mogel iti, in kupec na drugi strani ve, kaj se lahko pričakuje za 3 zvezdice, pri ponudniku za 4 ali za 5. Zadeva bazira na tem, na risk managementu ENISE, to je ena evropska asociacija, ki se ukvarja s tveganji na različnih področjih, in mi smo se sfokusirali na glavna področja. Pri tem, da želimo ta program pač globalizirati, sodelujemo z vsemi, ki na tem področju karkoli delajo. Pravkar se recimo v Sloveniji CSAT zelo aktivira, tako da skratka z vsemi temi smo bodisi na lokalnih nivojih, bodisi na evropskem nivoju, bodisi na nivoju Evropa, Amerika povezani in želimo te stvari lokalizirati tudi v slovenskem okolju. Nazadnje, danes smo se srečali pa zaradi nagrade. Tako da ne vem, Dušan, a gremo z nagrado, zdaj kakšen imaš vozni red? Mislim, da bi zdaj še postavil žirijo. Ali pa mogoče kriterije ocenjevanja. Kako smo ocenjevali vas, ki ste se prijavili? 3 kriteriji so bili, in sicer innovation, impact pa potential. Zakaj je to v angleščini? Zato, ker je to pač evropsko, so te kriteriji prišli na nivoju Evrope in smo takega tudi uporabljali, tudi tisti, ki smo sodelovali pri ocenjevanju. Kako je glasovala komisija? Profesor Juriča žal, torej in CRISPR-ja in Rebednika ni tu iz preprostega razloga, ker ravno kar predavajo, tako da žal v Dušana mogla pač zastopati tole komisijo. In če se vrnem nazaj na kriterije, ki smo jih pač imeli, torej vaše ponudbe, vaše storitve smo ocenjevali z področja inovacije, predvsem koliko so te, bi rekel, storitve potencialno, bi rekel, z vidika razvoja inovativne, koliko trenutno izboljšujejo ponudbo na trgu, obstoječo ponudbo. Jaz mislim, da ta je pravzaprav eden zelo pomembnih aspektov, ker te ponudbe je na svetu vedno več in vedno več, zlasti, če govorimo o nekem software as a service. Praktično vsak, ki ima neka znanja, lahko začne ta trg izkoriščati.
Impact, kako to pač vpliva vaša storitev na končne uporabnike, kako se umešča v ekosistem, kot veste, zadeva pač ni sama sebi namen, tu je kar nekaj različnih aspektov, kako te stvari gledajo veliki providerji, kako te stvari gledajo obstoječi servis providerji, če veste, ampak telko providerji bojo mogli nove tržne priložnosti in nove tržne priložnosti iščejo tudi v vašem segmentu in pa potem potencial, se pravi, kakšen je potencial vaše storitve pri tem, ko govorimo o dosegu do trga. Zaradi teh stvari, ki jih je Dušan omenil na začetku, smo predvsem ocenjevali, kakšen je vaš doseg na internacionalnem trgu, se pravi, pri tem, ko pač sledimo smernice ZITEX-a, da podpiramo izvozne aktivnosti. Zelo pomemben je pač biznis plan, ne nazadnje te stvari zlasti pri startupih so pomembne, ker se vežejo na nek denar, kje se ga bo zagotovil, tako da ne nazadnje venture kapitala ga imamo ali ga nimamo. Tle se stvari premikajo in eventuelno je pač pametno tudi o njih zelo dobro razmisliti. Pa seveda o tem, koliko so vaše storitve odprte in compliance pomeni pač usklajene na nek način. Odprtost dosti več in cloud provideri imajo probleme, ker so zelo proprietari in če ne bomo razmišljali o tem, kako se bomo povezvali z drugimi cloud storitvami, bomo znotraj enega oskega segmenta svojih storitev pa svojih problemov. Medtem, ko na Evropi razmišljamo o stvari povezvati in kaj je za to potrebno. Pa seveda ne nazadnje social impact, s tem, da smo tle razmišljali, oziroma kriterij je bil mišljen predvsem za kategorijo, ki jo mi nismo ocenjevali, ker praktično nismo dobili pravzaprav nobene ponudbe. Mislim, da sam eden se je poskušal pozicionirati tam nazadje tiho in sicer X-Lab, ki ima nek primer, skratka iz razloga, ker je bilo premalo deležbe na tem področju, nismo pol niti izbirali. Pa seveda ne nazadnje reference. Toliko sem imel jaz, pa da nisem česa pozabil. Hvala, Dani. Mislim, da bi prišli na to glavno, to je na podeljevanje nagrad. Kot ste videli, pač mi smo rezultate že objavili tudi na spletni strani, tako da ni nekakšno presenečenje. Torej, razpis je bil narejen za 4 kategorije, se pravi najboljša rešitev v oblaku, najboljša implementacija v gospodarstvu, najboljša implementacija v javni pravi, najboljše startup podjetje v oblaku. Nažalost, jaz mislim, da tudi odraža realno stanje, da za državni javni upravi še ni prodrlo računalništvo v oblaku, tako da iz tega področja nismo dobili nobene prijave in smo pač podelili nagrade v 3 kategorijah. V prvi kategoriji najboljša storitev v oblaku podeljujemo 3 nagrade. Nagrade so torej prejeli X-Lab, Intera in Nil in jaz bi zdaj malo prebral, preden podelimo paketo, tudi kratko temeljitev, zakaj smo izbrali ta podjetja. Torej, podjetje X-Lab je eden od pionirjev računalništva v oblaku, da so začeli razvijati rešitve že pred 10 leti. Eden od rezultatov njihovega razvoja je produkt ASCL Online za oddaljeno delo, ki ga uporablja že več kot 100.000 uporabnikov po celem svetu v najrazličnejših podjetjih oziroma panogah. X-Lab pri trženju uporablja tudi zelo inovativne pristope, ki so lahko zgled ostalim slovenskim podjetjem. Podjetje X-Lab je za svoje rešitve tudi prejel že več mednarodnih priznanj na področju inovativnosti. Prosim, predstavnika podjetja X-Lab, da vreme. Torej, podrovalca nagrad sta gospod Andrej Mertel, predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije, gospod Dalibor Mačkovš, direktor zavoda Evoblak. Mi smo zaprosili vse nagrajence, da bodo potem po podelitvi še nakratko predstavili svoje podjetje oziroma svoje rešitve v oblaku. Drug prejemnik nagrade za najboljšo storitev v oblaku je podjetje Intera d.o.o. Intera je inovativno IT podjetje osredotočeno na razvoj poslovnih spletnih aplikacij. Njihova uveljavljena rešitev v oblaku Itrix predstavlja učinkovito spletno rešitev za upravljanje odnosov s strankami in podpira ključne aktivnosti prodaje in marketinga za mala in srednje velika podjetja. V Interi so izvedli že več kot 200 projektov uvajanja Intrixa z več kot 2000 uporabniki
Intrix se uporablja v tuji državah, kot je Srbija, Hrvaška, Bolgarija, Kanada, Nemčija, Francija, Mađarska in Bosna. Intera je tudi prejemnik več slovenskih in mednarodnih nagrad. Prosim, stavite Intere. Petra ni. Slednji prejemnik je podjetje NIL d.o.o. Podjetje NIL ima že 20-letno tradicijo z inovativnimi rešitvami na področju komunikacij. V NIL-u so nadgradili svoje delovanje in razvili arhitekturo NIL Hypercenter, ki predstavlja nov način izgradnje, obratovanja in razvoja infrastrukture IT. NIL Hypercenter tako organizacija nudi nadzorovan prehod iz obstoječe, statične v sodobne dinamične infrastrukture, ki so bistveno bolj sposobne prilagajati se poslovnim zahtevam organizacij in hkrati zmanjšati poslovna tveganja povezane z obratovanjem. V relativno kratkem času so v NIL-u že pridobili več pomembnih strank. To so bili nagrajenci za najboljšo storitev v oblaku. Druga kategorija je najboljši primer uporabe storitve v oblaku v gospodarstvu. Tukaj imamo dva nagrajenca. Prvo je Europlus podjetje. Podjetje Europlus je eden od najboljših igralcev na svetu na področju označevanja in mu je z inovativnimi pristopi uspelo ohraniti prednost v tej zelo konkurenčni industriji. Za podjetje je velik izziv zagotavljanje storitev označevanja v oblaku po vsem svetu, kar pa je nemogoče brez ustrezne organiziranosti podjetja in osredotočenja na naslednjo generacijo izdelkov in storitev. To omogoča podjetjem Europlus, da se prilagaja prihodnjim poslovnim zahtevam in da zagotovi vse boljše izdelke in storitve svojim strankam. Drugi prijemnik nagrade za najboljši primer uporabe storitve v oblaku je Špica International. Špica Group je prisotna na trgu že več kot 20 let in je vodilni ponudnik celovitih sistemov za upravljanje delovnega časa in pristopov v regiji. Podjetje si stalno prizadeva, da drži korak z najnovejšimi svetovnimi in tehnološkimi trendi, zato je naredilo podjetje korak od klasične rešitve in razvilo storitev All Hours v oblaku, ki omogoča enostavno, natančno in cenovno ugodno upravljanje delovnega časa, predvsem za manjša podjetja. Uporabniki nimajo vstopnih stroškov in plačujejo le v skladu z njihovo uporabo sistema. Storitev je trenutno prevedena v 3 jezike in bo do konca leta na voljo še vse skupaj v 8 jezikih. Skozi ovakve podaje, da se vidi. Tretja kategorija pa je najboljša slovensko startup podjetja z področja računalništva v oblaku. Lahko rečem, da so pač veliko število slovenskih startup podjetij ukvarja ravno z rešitvami na tem področju. Eno od teh je tudi Diventic d.o.o., ki je mlado startup podjetje, ki ima velike ambicije, da razvija in trži rešitve v oblaku na globalnem trgu. Ambicije so zasnovane na ekipi, ki ima sposobnost strokovnjaka na področju razvoja in tudi trženja in prodaje programske opreme. V podjetju Diventic ponujajo rešitev Dropflow, ki omogoča podjetjem in poslovnim uporabnikom ustvarjanje, skupno rabo in upravljanje poslovnih vsebin na bolj produktivni način in hkrati omogoča organizaciji, da ima popoln pregled in nadzor nad pretokom poslovnih vsebin. Rešitev inovativno povezuje računalništvo v oblaku z uporabo obstoječih orodij za produktivnost. Čestitam podjetju. Jaz predlagam, da če imate še kakšno vprašanje, bi pač direktno po teh predstavitvah in prosim zdaj podjetje X-Lab oziroma Andreja Vapotiča, da nakratko predstavi podjetje X-Lab in njihovo rešitev ICL. Če dovolite, bom jaz to kar malo pokazal, zato ker polovica nas uporablja, drugi pa še ne, bomo zdaj videli, kaj se bo zgodilo. In to je nekako tudi naš standardni način uporabe, torej mi, jaz ne vem, za katerim računalnikom, ki bi tukaj internet. Se pravi, naši uporabniki pač imajo nek računalnik in
potem rečejo, jaz imam problema, mi lahko pomaga nekdo drug. Mi postavljamo orodje za pomoč, ne pomoči sami, samo orodje za pomoč. In to nekako izgleda tako. Zdaj bomo šli na našo spletno stran. Recimo, to bi bilo isto, če bi vi ne znali uporabljati klika, pa bi šli potem na NLB in bi tam nekje našel en takle, bi našel en takle gumb, ki piše pogovor v živo. Aha, evo ga. Pa recimo, da nismo Slovenci, zdaj bomo tudi videli, koliko imamo mi prevedenih, pa zdaj bomo Italijani. In, okej. Se pravi, imamo 12 jezikov na spletni strani, pa 26 v programu. To sem delal spet, da sem previšil. Ok, live chat. In potem rečem, da je moje ime Eurocloud. Se pravi, če je bilo zdaj na klik.si, potem bi pač isto rekel, da sem Mitja Valpotič in rečem, da potrebujem pomoč. Podoben software se recimo uporablja. V Sloveniji je največji uporabnik je Ministrstvo za javno upravo, pa recimo Tijo poznate iz Telekoma, to je unaručna punčka, potem pa če ona zna odgovoriti, gre pa na naslednjo stopno, so pa živi uporabniki. Evo, zdaj se je nekdo oglasil Jerne Grom in jaz rečem, zdaj bomo po slovensko, vendar nekega poznam. Živijo, mi lahko, prosim, pomagaš, 3 pikce, bla, 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 on že. In potem mi reče, da jo lahko jaz pogledam, kam imaš ti na svojem zaslonu, pa zdaj bomo to obrnili, da boste vi videli. Mi lahko, prosim, pokažeš svoje namizje. Namizje. Torej, ponovadi je tako, da operater reče, a ja, s tem imate problema, vam lahko jaz tole pomagam. In potem pride file klik in to je bilo zdaj zaradi tega, ker tukaj bi pisali, prosim, pritisnite tukaj za to, da zaženete nadaljni dostop. Aha, in potem mora zdaj uporabnik tole zagneti. En od naših večjih uporabnikov, ali pa prvih uporabnikov, bom rekel, je ravno Datalab. Datalab ima zadevščino, kar je integrirano noter v njihov ERP, tako da je tam kar že gumba, ki reče pokliči na pomoč in to pa direktor razvoni. No, evo, se pravi, zdaj pa to poženemo, da se mora kaj zgoditi. In zdaj vidite, zdaj pa v slovenščini. V slovenščini je pa zaradi tega, ker so regionalna nastavitev tega računalnika je slovenska. Se pa, če bi bilo v Izraelu, bi bilo to v hebrejščini. In potem se kar nekaj zgodi, pa še malo počakamo, pa bomo videli, kaj bo. Dobar, svetovalec smo se zdaj povezani in si lahko dopisujete in on nam je vklopil njegov zaslon. In to je zdaj njegov zaslon in mi lahko tukaj za začetek, se pravi, če zdaj se mi predstavimo v vlogo operaterja in za začetek bi lahko rekel, lej, semle tukaj le moč klikati, vidiš, če boš pa tole pritisnil, potem boš pa lahko plačal pristočko. To je ena varianta. Druga možnost je, da pa upravljamo z njegovim namizjem, se pravi, zdaj sem tukaj postavil na upravljanje in evo, zdaj imam jaz popolno kontrolo nad njegovim namizjem, čeprav on se vidi rekel. In lahko pač delam gor rečem. Nekako podoben sistem se potem tudi uporablja za dostop, pa še tako je, pokreja še možnosti potem audio, video, prenašanja podatkov, kako že. Zdaj pa, če dovolite, mislim, da je moja minuta že potekla, ne? Se bom jaz kar zahvalil. Bože, znam še tudi paškaj, da me navodno paškaj, pok strežnik pa te stvari. Aha, strežniki pa te stvari so pa takole. Mi moramo vzdrževati izvrstno uporabniško izkušnjo na tistih koncih, kjer imamo uporabnike. Uporabnike imamo po celem svetu, to pa zato, ker nek naš Slovenc pač potuje tudi v druge države in potem, ko tja pride, se hoče povezati z domačim računalnikom. Posledično imamo serverje povsod. Ti serverji stalno med sabo sodelujejo in si stalno sporočajo, kaj se na kakšnem dogaja. Če en od njih crkne, potem drugi avtomatsko prevzame. Torej imamo neke pametne zadevščine, load balancing in podobno. Serverje dodajamo po potrebi. Dogaja se, da je včasih nek večji prirast uporabnikov na enem koncu, zdaj ali zaradi kakšnih kulturnih razlogov ali zaradi tega, ker je kakšna spletna stran ravno dodala svojo Rivalija je tak online shopping, ki se nam zgodi večkrat, da imajo kakšne lepe čevlje na prodaj in takrat je ogromno uporabnikov, ki hočejo
live chat in takrat seveda moramo mi poskrbeti, da imamo zadost velike zmogljivosti tam pripravljene. Stališča vzdrževanja teh strežnikov je to na nas, mi ne uporabljamo nekih drugih facilitacij ali pa kaj podobnega, najemamo strežnike, pošiljamo lastne strežnike in skrbite. Stališča prodaje pa je pa to najslabše, kar se lahko zgodi, zaradi tega, ker morate pa sami, mislim, mi pa moramo sami poskrbeti, da imamo na vsakem koncu neke varne in dobre poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo in ki prodajajo in razlagajo naše znanje končnih kupcev. Končni kupci pa za nas niso tisti, ki potrebujejo pomoč, končni kupec za nas je recimo partner, kot sem rekel, ne pa njegovi uporabniki. Najlepša hvala. Okay. Vidi pa zdaj vse imajo povabo podeljevalca, da vse izkoristno zdaj v tem času, da še podelimo še plaketo z podjetju Interi. Ne bi jaz še enkrat utemeljito se že prebral, podaj pozvolite. Torej za najboljšo storitev v oblaku podjetje Intera za njihov rešitev Intrix. Nekaj ste že gor, bi lahko povabili na predstaviti. Jaz samo pozdravljam vse. Moje ime je Peter, prihajam iz Intere. Nekateri večina, vame ste že poznate, tudi Intrix, nekateri večina že tudi uporablja. Hvala za to nagrado. Še naprej za dobro sodelovanje. Izvoli, predstavitev. Aha. Intrix CRM. Ena prvih rešitev v oblaku na temo CRM v Sloveniji. Od začetka 3 leta nazaj pa do danes imamo preko 200 uspešnih projektov, samo večino na Sloveniji. Drug naš produkt je Intrix Project, ki je v bistvu za samo spremembo poslovne logike, ena namenjena prodaji, marketingu. Intrix Project je namenjen samo projektnemu vodenju. Del nagrad ali preferenc, katere smo že pridobili, med drugim tudi strani GZS-a. Z naše rešitvijo smo fokusirali predvsem na mala in srednja podjetja, primerno orodje pa seveda tudi za velike sisteme, kot so Petrol, ministrstvo, tudi GZS. To so potem slajdi, screenshoti, kako zadeva izgleda. Naš glavni fokus je v tem, da je čim bolj enostavno za uporabnika, čim manj porabljenega časa, čim manj vložene energije, in seveda po drugi strani čim več nekega feedbacka nazaj do končnih uporabnikov. Še tudi glavna prednost Intrixa je potem, da ni to neka standardna rešitev, se pravi zabetonirana, ampak se zelo da prilagoditi temu, kaj končni uporabnik končno način potrebuje. Na kratko. Hvala lepa. Prosim, GTP. Kot smo rekli, Hypercenter nagrajena rešitev omogoča Enterprise in SPM Cloud Experience, to pomeni, mi smo Cloud Enabler, ki omogoča tem strankam, da postanejo ponudnik clouda. Kot smo že rekli, v naših storitvah je vse od virtualizacije mreže, desktopov, serverjev, virtualizacije aplikacij oziroma ERP-ja, CRM-ja. Moram reči, da večina ponudnikov oziroma SaaS ponudnikov v tej sobi je že neke vrste naš partner, ravno tako uporabljamo SLite za pomoč našim uporabnikom. Zdaj tudi nekaj z gospodom iz Špice bomo v tujini malo probali nastopiti skupaj, tako da gremo naprej. Okay. Zaznali smo, da pač, kot je že prej omenil kolega Vaškovič, da service providerji po svetu iščejo nove tržne niše, ker pač, kar trenutno ponujajo, ni zadost.
da bi se lahko obdržali in da bi zadržali te revenue in pa dobičke, karkoli že pričakujejo. In iz rešitev za rezidencialne so pač zdaj okrite bare Amisu že obračali to televizijo na 101 način, že prek elektrike dobila pa ne kaj. Prihodnost je v integraciji računalništva znotraj Telekomov in tukaj je to, kar je FlipIT oziroma Hypercenter pozicija. Hypercenter na nivoju datacentra, FlipIT na nivoju izkušnje do končnega uporabnika. Tam je bilo rečen strategija razvoja clouda. Jaz bi tukaj poudaril predvsem nadgradna storitev, integracija, zdaj nazadnje smo integrirali še video nadzor, pa nadzor pristopa znotraj naših storitev. Predvsem ponujam roko tudi ponudnikom software za servis aplikacijo v Sloveniji, da skupaj nastopimo na tujih trgih. Prejšnji teden je Vodacom Afrika, Južna Afrika, predstavil Office in the Cloud, ki je v bistvu FlipIT za južnoafriški trg. S tem smo stopili v skupino Vodafone, pa predvsem imamo željo so makniti tudi Microsoft na mizi, tako da bi večkrat bolj šli na kakšnega drugega ponudnika ali pa neodvisno od Microsofta. Torej, kaj je FlipIT kot tak, oziroma platforma, ki stoji na Hypercentru, je celovita IT rešitev. Strankam dajemo možnost, da najame kompleten IT, brez nekih mesečnih vzdrževanj posebnih ali pa kakšnih dodatnih plačil. Helpdesk, orodja so v zadnju, self-provisioning portal, kar boste kasneje videli. To pomeni, razlika med nami pa med ponudniki na trgu je, da smo v bistvu naredili totalno standardizacijo delovnih mest, standardizacijo opreme, konsolidacijo orodij, ki omogočajo virtualizacijo. Z lastnim razvojem smo naredili orodje, ki omogoča avtomatizacijo virtualizacije. To pomeni, imamo provisioning tool, self-provisioning tool za stranko, da si sam sebi postavlja delovno okolje, aplikacije, karkoli že rabo. Monitoring orodja, ki spremlja vse od datacentra, mreže, povezave do aplikacij, porabe RAM, procesorske moči, pa potem še Helpdesk orodje, ki omogoča študentom na Helpdesku, ki je poklican strani Telekoma, da mu pač reši problem oziroma se prijavi prek orodja, ki ga je kolega predstavljal. Seveda nudimo tudi integracijo s ostalimi sistemi, kot so CRM sistemi, billing sistemi, pa varnostni nadzor znotraj večjih firm oziroma Telekomov. Tukaj je tako grafično ponazorjen, kaj kakšno od teh orodij pomaga. Kot vidite, je avtomatizacija popolna, v roku 1 ure popolno imamo firmo, ne glede koliko uporabnikov postavljeno. Dodajanje delovnih mest oziroma aplikacij se zgodi v roku 3 minut. Vse, kar je potem treba logistika spakirati v karton, pa postaviti upremo do stranke, kjer se če ima znanje, če ve, kam se utepil kabel ključ, ima postavljeno delovno mesto. Tukaj sem še na brzino dal zraven, kaj se zgodi, če stranka klikne na naš portal, se avtomatsko kreira vse v datacentru, naredi se zahtev v skladišče za hardware gre na lokacijo stranke in stranka je postavljena. Dobesedno smo šli od začetka 3 leta nazaj, smo rabili 13 ur za postaviti eno firmo v datacentru, pa na lokaciji stranke, danes rabimo uro in pol, tako da to je ena takih prednosti. Desktop se postavil rok po 3 minut, kot sem rekel, in to je stvar malo look and feel za monitor, pa za helpdesk. Hvala lepa. Naslednja bo predstavitev Europlus. Pozdrav, moje ime je Marko Vrnek, predstavljam podjetje Europlus in pa naš produkt, najslabši portal, ki omogoča
splitno tiskanje, kjerkoli že so naši uporabniki po celem svetu. Zelo na hitro bi povedal mečko na Europusu, ker smo v Sloveniji dokaj neznani v tujini, dosti bolj vsaj pri naših uporabnikih. Peti obstaja zdaj že 18 let, več kot 15 let se osredotočamo ekskluzivno na označevanje. To pomeni, da delamo software za oblikovanje in tiskanje etiket, tržimo blagovno znamko Nice Label. Mislim, da imamo trenutno okoli 100 000 podjetij po svetu, ki se zanašajo na nas, da tiskamo prave etikete na njihove palete, škatle z produkte in tako naprej. Delamo tudi produkte pod drugimi blagovnimi znamkami in pa specializirane aplikacije področjih za večje podjetje. Skupaj s tem delamo tudi gonilnike za industrijske termične tiskalnike, ki so malo drugačne kot običajni laserski, ki jih uporabljamo v pisarnah. Tudi tam sodelujemo z približno 70 proizvajalci teh tiskalnikov, podpiramo skoraj 2000 modelov. Neodvisni pravijo, da smo prvi na svetu v kategoriji orodja za oblikovanje nalepk, torej za črno kodo. Že 5 let zapored smo številka 1, smo prvi. Zdaj smo pa tudi prvi, ki ponujamo označevanje v oblaku, oziroma tudi na internetu. Neki poskusi so bili že v preteklosti, večinoma neuspešni, tako da tudi tukaj imamo določene rizike, ampak smo pripričani, da nam bo uspel. Torej gre za prvo svetovno rešitev za tiskanje nalepk iz internetnega brskalnika, preko interneta brez inštalacije. Zdaj, zakaj Nice Label portal? Velika podjetja imajo velike težave, to so pač podjetja mednarodne korporacije, ki so razpršene po celem svetu, imajo težave s tem, da nadzirajo, kaj se dogaja v oddaljenih lokacijah. Hoče imeti vse centralizirano, centralni nadzor, hkrati pa neko globalno konsistenco. Na drugi strani imamo cel kup majhnih podjetij, ki jim je nakup desktop, torej namiznega softvera, pa tiskalnika, pa tako naprej, pa študiranje standardov, vse to jim je muka in je preprosto nemogoče. In naša rešitev praktično vse te probleme daje na stran. Kot se kolegi iz Nida rabimo pol, da naredil novo stranko, pri nas to minuto pa pol. In tudi za novega klienta. Vse skupaj pač stvar minute gre brez inštalacije. In tisto, kar smo, kjer res računamo, da bomo naredili preboje, pa da ne označujemo samo znotraj podjetja, pri naši stranki, ampak stranka lahko omogoči označevanje za dobavitelje. Nečkaj več o tem, pa potem, ko bomo prikazali primer uporabe. Zakaj v oblaku? Pol leta nazaj smo dali ta produkt ven, tako da je stranka pri sebi inštudirala na svojem strežniku, odprl ta strežnik, recimo do svojih dobaviteljev, zdaj to sedemo v oblak, tako da ni inštalacije na nobeni strani. Nikomu ni treba nič inštudirati, vsi se pač samo zlogirajo v sistem. Varnost se lahko nekaj inštudiramo pri sebi na svojem strežniku in to odpremo ven. Vsak vodja IT-a ta večka nervozen, tako da, ker je to v oblaku, spet ni problemov z kakšnimi varnostnimi problemi, da bi dopršil kakšnih finančnih podatkov. Brez stroškov investicij, torej ni treba strežnikov, ni treba inštalirati softvera in plačati licence, ampak gremo po klasični poti v oblaku, torej mesečno plačevanje za vsakega klienta. In pa se tako je na voljo za uporabo. Zgodba o uspehu, predvsem smo zaznali priložnost tukaj v preskrbovanih verigah, kot sem že prej omenil, vsako neko proizvodno podjetje, ki ima dobavitelje, večinoma jih je vsaj pol na Kitajskem, dobiva pošiljke, recimo eno slovensko podjetje vem, da dobi 2000 pošiljk palet na teden v svoje skladišče, niso označene, so po svoje označene, ni nobene konsistence, rabijo cel dan, da sprejmejo eno paleto v tisto, kar to vrnati na telo skladišče. Mi to poenostavljamo na to, da samo preskanira črno. Torej, cela operacija je, ker je še papirologija zraven, sicer traja večkrat več, ampak
sam sprejem, identifikacija tega, kaj napraviti, je pa zreducirano praktično nekaj sekund. Tako da tudi zakaj pa se tega problema ne da rešiti že z našimi obstoječimi produkti, je pa spet tista zgodba, kako nek mali dobavitelj, neko družinsko podjetje, ki so odlični v tem, kar delajo, recimo, da delajo neke šarafe in matice, ampak da inštalirajo tudi najslajve, pa zdizajnirajo etiketo, tako kot je treba, pa dajo prave podatke naprej. To vse za njih, vse na koncu, če probajo, ni težko, ampak predem probajo, se jim zdi pa misija nemogoče. Predvsem za njih močno poenostavljeno. Tudi za to nagrado smo prijavili en konkretni primer uporabe pri eni izmed naših nemških strank, ki uvaža čaj. Torej, vsi njihovi dobavitelji so v Indiji, Kitajski, Pakistanu, pa še kakšna država tam okoli, tako da tam si lahko predstavljate, kakšne težave so dopovedati dobavitelju, kakšno nalepko naj da gor na etiketo. Tako da se oni tiskali pri sebi, pa pošiljali tja in tako naprej. Zdaj vse to dosti bolj enostavno in IT specialist, ki se je pač z nami ukvarjal, ni mogel govoriti, kako enostavno je bilo njim to rešitev implementirati. Torej, kaj še naprej dobavitelju, to ne treba še napraviti. Jaz sem mislil, što da sem 3 minut šel skozi. Hvala lepa. Super, to je ta stanovnika za stavitev X-la. Lep pozdrav. Za tiste, ki še ne poznate, sem Tone Stanovnik, zadolžen sem za vodenje 6 podjetij v Adriatic regiji, jaz rečem to kar flota, ki jo pač moramo peljati skozi te nemirne, viharne vode Adriatika. Pri teh zadevah seveda moramo računati, da se svet in da se nam pod nami zadeve stalno spreminjajo in moramo biti kar hitri. Predvsem mi starejši, kar nekaj nas je tle, ki imamo firme že v svojih 20 let, moramo vgrajevati stalno neke, bi rekel, nove zadeve, ki prihajajo kot tsunami nad informatiko. En tak tsunami je sigurno ta cloud, ki ga mnogi zdaj že čutijo, drugi pa še mirno spijo. Zdaj lahko ustanovite novo podjetje, ste, bi rekel, v kratkih hlačah, bi rekel, v kratki srajci ali pa s kravato, tako kot sem jaz. Pomemben je pravzaprav, da to zadevo vsem zagrabite, jo spravite in tega otroka na dan. Potem pa ali bo pri vas rastel še dolg časa, ali ga pa spustite pravzaprav na samostojno življenje. Vidim pri Nilu pravzaprav, je bil v bistvu prejemnik nagrade, je bil pravzaprav Nil, čeprav vidim, da je pa otrok že samostojen kolega, ki je predstavil, ima že svojo vizitko in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to siguren en način, da vi otroka tega, ki ga v cloud, to pod cloudarja, čim prej od hiše spravite. Tako da v Špici precej razmišljamo v to smer. Pa da sam razložim, zakaj sploh gre pri Špici rešitvi za cloud. Špica je nekako poznana po time managementu v regiji že kar nekaj časa. Jaz sem mislil nekaj slajdov naštimal, pač kar nekaj blagovnih znamk. Zadnja, ki mi zelo všeč, je tale Palfinger, ki smo ga naredili v Sloveniji, takoj na to smo dobili v Avstrijo, pa zdaj delamo v Bolgarijo. Drugače pa vidite tudi kar nekaj slovenskih podjetij. Time management je naš ključni biznis, se pravi, kolegi me vprašajo, mene nič ne zanima, koliko moji delajo, koliko časa, mene zanima, kaj naredijo. Ampak jaz bi bolj vprašal, kako pa ti učinkovitost meriš. Učinkovitost je vedno rezultat deljeno s časom. Vedno moraš imeti tudi in moraš imeti čas. Tako da mislimo, da je ta pomembnost merjenja časa vedno večja. Tudi nekaj kolegov, s katerimi tesno sodelujemo, jaz kupujem njihove rešitve, oni moje, tako da kar nekaj uporabnikov time managementa našega, ki ga imenujemo popularno, da se tudi tlele v dvorani.
mislim, da tudi GZS uporablja. No, ampak takih uporabnikov oziroma podjetij je 2800, jaz to zaokrožim 3000, ne, in v 27 državah, tako da ta, bi rekel, ambicija mednarodna in recimo temu tudi uspeh se mi zdi poganja pravzaprav špico naprej in nekaj tega smo želeli s tem Zitexom, malo sem tudi zraven imel tudi narediti v informatiki v Sloveniji, se pravi, da dati malo olja na ogenj, kar se tiče izvoza in več teh storitev in e-cloud. In cloud zadeva je definitivno platforma, na kateri lahko hitro dosežemo več svetovnega trga. Zato ga je za uporabiti in zato se mi zdi, da je to tudi pravzaprav center, ki najhitreje znotraj Zitexa raste in uspeva. Mogoče malo menim to idejo time managementa še v tem smislu, verjeten, da ne bom preveč tehničen, ne? Verjetno se zavedate, da je zdaj eno obdobje, ko je bil money management, se pravi upravljanje z denarjem, zelo pomemben in se mi zdi, da se je malo končal. Ne? Vsi razmišljate, da bi v bistvu tiste denarje iz tistih fondov tam ven potegnali in kje bi jih sploh vrteli. Ne? Se mi zdi zelo pomemben, da prihajamo v eno obdobje, ki je pa upravljanje učinkovitosti svoje osebne, kako svoj čas zapravljaš, če imaš pa 100 000 zaposlenih, pa toliko bolj, kako njihov čas uporabljaš, prihaja ta čas, time management. Sploh za nas starejše, ker nam je čas vedno bolj pomemben v zadnje čase kot denar, ker časa je vedno manj, denar se že najde. Kako zdaj ta naš cloud pravzaprav izgleda? Ne? Mi smo ga usmerili v majhna podjetja. Špica je pač do zdaj ciljala top 100 podjetij v regiji in s temi rešitvami enterprise jim rečemo, smo jih relativno dobro, predvsem slovenska, bi rekel, pokrili. Mislimo, da smo pa relativno slabo ta SME sektor in ta sektor probamo zdaj, bi rekel, zapopasti s to rešitvijo. Jasno, dosež tudi širše globalno svet. Mi imamo v strategiji tako napisan, da imamo tri pristope. Eden je deep, to je delo tam, kjer imamo svoje podjetja, to je regija. Drugi je wide, kjer gledamo čez partnerje, to je predvsem Bližnji vzhod in Evropa. In tretji je global. To je pa ta tretji, ki smo ga zdaj lansirali in je relativno svež. Mi smo imeli za dan mladosti 25. maja prvič to najavljeno, tako da vam, koliko je uporabnikov zadaj, bi rekel, ne bom izdal. Imamo pa še eno rešitev, torej imamo še enega sina, ne, ki pa ima veliko uporabnikov. Sam je njegov poslovni model, reče se mu myhours.com, njegov poslovni model je bil pilotski, kar pomeni, da nismo nikoli zaračunavali, se je pa dobro izkazal in bomo verjeten naredili tudi le preplet obeh modelov in vse skupaj, kar se mi zdi zelo pomemben, povezali z ostalimi playerji, ki so tle med nami. Tako da mislim, da je ena od ambicij tele sekcije tudi, da storitve med sabo povežemo in drugega uspešno, bi rekel, potiskamo naprej na radarju kupcev. Jaz mislim, da sem, Dušan že na uro pogleduje, da sem v glavnem stvari, kar povedal, tako sem rekel, na eni strani je money management, ki prihaja po moje v time management, zelo pomemben, kakšen prospekt boste lahko vzeli. Tele terminali so še, bi rekel, kot neke vrste hardware, ki ga mora stranka imeti, kupiti in potem ga vtakne v internet in potem tako, kot je kolega rekel, se hitro zadeva nastavi in lahko firma začne tako rekoč takoj delati. Jaz mislim, da bo hardware še omejevalec našega uspeha in hitre rasti. Mislim pa, da v zadnji prihaja naslednja velika zadeva, ki bo pomembna sprememba v tem biznisu in to je, da bo te terminale verjetno zelo hitro nadomestil terminal v vašem žepu. Ta bo zdaj dubo, ali pa nekateri so že dubali brezkontaktno čitanje, tako da boste zamenjali, da se bo model zamenjal, na steni boste imeli kartico in boste z vašim terminalom, ki ga imate sabo, se registrirali. Ne? Tako da te spremembe prinašajo precej priložnosti za naskok novih playerjev, ali pa da stari, da se obrnejo, kot bi rekel, tako kot vsak primaš, pa ga okoli obrneš in pa tako laja. Se pravi, špica se more precej preobrniti, če hoče trende ujeti in cunami zasurfati, ne pa da nas povozi. Hvala, Dušan. Hvala,
Zadnja predstavitev je predstavitev podjetja Deventik. Lep pozdrav vsem zbranim, sem Matej Ojstršek, prihajam iz mladega podjetja Deventik, startupa, ki smo ga ustanovili nekje v začetku tega leta z namenom, da ponudimo podjetjem cenejšo, enostavnejšo in varnejšo rešitev za skupinsko delo, za delo v skupinah. Rešitev smo poimenovali Dropflow in v naslednjih 3 minutah bi vam jo rad predstavil. Dropflow je storitev v oblaku, ki, kot rečeno, omogoča lažje delo v skupinah, tako med zaposlenimi, strankami in partnerji, ne glede na to, kje na svetu se nahajajo. Verjetno so vsem znane situacije, ko želimo v nekem trenutku nujno potrebujemo nek dokument, a za iskanje po mailu, po disku, med različnimi verzijami dokumenta porabimo vse preveč časa. Ali pa, ko želimo nekomu, neki stranki, nekemu partnerju poslati večje količine datoteke, a imamo pri tem nemalokrat ogromno težav. Ali pa podobna situacija, ko želimo produktivno delati z ljudmi na oddaljenih lokacijah, a imamo seveda a pri tem vse preveč časa porabljamo za upravljanje z dokumenti in vsebinami, sporočili, ne pa z ustvarjanjem te vsebine. In prav v ta namen smo razvili rešitev Dropflow. Dropflow poenoti sporočila in dokumente v samem podjetju. Razvili pa smo ga z namenom, da uporabniki lahko hitro in enostavno izmenjajo datoteke med strankami, med partnerji, da lahko izmenjajo večje količine datotek. Zakaj torej uporabljati Dropflow? Prvič, zaposleni bodo bolj produktivni, izmenjava datotek bo bolj enostavna, ter dostop do relevantnih datotek bo hitrejši. Drugič, menedžerji bodo imeli nadzor nad tokom vsebine, z enim klikom bodo vedeli oziroma videli, komu je bila določena datoteka namenjena in v kakšnem kontekstu. Ohranila se bo revizijska sled nad tokom dokumentov, ter, kot sem že omenil, podjetje bo imelo povezavo s strankami in partnerji. Za IT strokovnjake je pomembna enostavna administracija uporabnikov, torej ni zahtevnih administracijskih določitev dostopa in uporabe. Potem gre za varno platformo, varno storitev, ki temelji na najvišjih standardnih varovanja podatkov, ter, ker gre za storitev v oblaku, ni stroškov namestitve in vzdrževanja. Seveda na račun te preprostosti in enostavnosti uporabe nismo želeli žrtvovati potrebne funkcionalnosti rešitve in varnosti podatkov in mislimo, da nam je to pri naši rešitvi tudi uspelo. Kako naprej? Kakšna je naša strategija v oblaku naprej? V osnovi nameravamo, je naša glavna strategija integracija, povezava z ostalimi obstoječimi pisarniškimi orodji, storitvami v oblaku ter on-premise sistemi. V osnovi je glavna ideja v tem, da bomo lahko kjerkoli že smo oziroma kjerkoli že imamo nek dokument, ga poenostavljeno poslali v sistem Dropflow in potem nadaljevali našo delo od tam. Ali lahko Dropflow preizkusite? Seveda, veseli bomo kakšnega koli vašega feedbacka. Na spletni strani Dropflowa se lahko registrirate, trenutno smo v beta fazi, registrirate, zaprosite za povabilo v sistem. S 1.7.2011 pa nameravamo tudi uradno vstopiti na trg. Hvala.
Če imate mogoče kakšno vprašanje za predstavnike teh podjetij, še ne bi vas zdaj povabil v predverje dvorane, ki bi malo še bilateralno, kakorkoli se pogovorili o naših izkušnjah. Kot je bilo že parkrat omenjeno, je naša želja in jaz mislim tudi naš skupni interes, da se čim bolj povezujemo. Mislim, da je bilo že kar precej teh povezovanj že nakazanih, mislim, da bomo skupaj dosti bolj uspešni, dosti lažje prodirali, da bomo enkrat en povlekel, enkrat drug povlekel in vsi skupaj dosti bolj uspešni, z tega izkoristim priliko za ta networking in spavamo se malo neko začal banca, da se razdravimo in pa da malo pokravljamo. Mogoče sam še z moje strani se zahvaljujem vsem skupaj za vašo aktivnost pri tem tekmovanju. Na začetku smo imeli občutek, da nas je malo, ampak jaz mislim, da nas ni. In drugo leto verjamem, da nas bo še vsaj enkrat toliko, kot nas je danes naprej. Tako da s polno paro naprej, ne? Tiste, ki vas pa zanima, res še korak naprej še v letošnjem letu, pa toplo vabim še enkrat v Luksemburg, tam se 200 clouderjev se pogibali, ki so ženi vaših solucij, če so res tako dobre, kot smo vas napovedali. Tako da hvala še enkrat. Kar je tako odigramo.